Ok, torej imamo recimo en daljši video, zdaj to je lahko 10-minutni posnetek nekega podcasta oziroma neke pogovorne oddaje ali pa konec koncev enourni posnetek Zooma ali pa neko predavanje, ki smo ga naredili. Kako zdaj iz tega predavanja oziroma iz tega daljšega posnetka naredimo eno serijo oziroma več krajših videov, zlasti s fokusom, da so primerni za socialna omrežja. Zdaj, zato bomo uporabljali tole orodje. Jaz uporabljam orodje Descript. Konkretno sem jaz zdaj na tej verziji, ki je dostopna kar na spletu. Lahko si ga tudi inštaliraš na svoj računalnik. V osnovi Descript je na voljo tudi v brezplačni različici, eni taki poskusni različici, ker namreč on deluje na podlagi tega, koliko ur posnetkov ti bo on naredil za transkriptov. Torej, to orodje zelo dobro deluje tudi za slovenski jezik, da naredi transkripte in osnova njegovega delovanja so pravzaprav transkripti. Skratka, če imaš enourni posnetek, pomeni, da bo naredil 1 uro transkriptov. Tako da v brezplačni različici mislim, da je na voljo 1 ura. Zdaj pri meni boste videli več, ampak to je zato, ker sem jaz na eni drugi brezplačni različici. Tako da v bistvu v osnovi, če delamo z več kot enournimi posnetki, je zgolj tako pač potrebna plačljiva verzija, stane, mislim, da tista najnižja verzija je $12, če plačamo letno licenco, oziroma 19 za mesečno. Je pa to orodje v resnici video editor, to se pravi video urejevalnik, hkrati lahko v njem snemaš tudi spletne tečaje recimo ali pa kakršnekoli druge videe. Zdaj, jaz sicer zame majčkeno, bom rekla, je majčkeno malo težji, kar se uporabnosti tiče, ni toliko intuitiven, tako da jaz ga kombiniram z orodjem ScreenPad, ki ga uporabljam torej za snemanje pa za obdelavo videov, tukaj pa pravzaprav potem delam na tej fazi, da v bistvu naredim transkripte in vse tele zadeve. In zdaj sem pogruntala tudi eno varianto, kako lahko na hitrejši način pravzaprav naredim iz posnetka, daljšega posnetka, krajše videe. Evo, pa kar poglejva, v bistvu začnem zadevo takole z klikom na New Project. Izberem video projekt oziroma video project. Tukaj dobim opcijo, da uploadam datoteko, tako da jaz bom zdaj kar poiskala po svojem računalniku, lahko pa tudi kar potegneš iz raziskovalca takole noter. Sem rekla, v bistvu ta prva stvar takoj začne v bistvu delati na tem, da želi narediti transkript, tako da tukaj res pazimo, da naštimamo slovenski jezik. Jaz imam običajno še tole poklikano, da naj me vedno vpraša in potem dam dan. Zdaj tukaj treba se zavedati, da to traja kar nekaj časa, da te transkripte naredi. Bomo videli zdaj tole 6-minutni video, bomo videli, koliko časa porabi. Tako da v bistvu daljši, ko je video, dlje časa, več časa bo seveda porabil za to, tako da v tem času mogoče gremo ali delati na računalniku nekaj drugega. Zdaj, če imamo pa majčkeno bolj švoh računalnik, je pa boljše v tem času pustimo računalnik primer, pa gremo mogoče kuhati kosilo ali pa karkoli drugega početi. Ekola, takole, približno minutko pa pol do 2 je rabo, tako da si znam predstavljati, tudi če je posnetek daljši, enourni, da nekje v 20 minutah pa je tole sproducirano. Takole, bom preklopila na pogled, ki je običajen, to je ta side by side, to se pravi, da imamo na desni strani imamo torej ta naš video, na levi je pa dejansko cel transkript narejen. Zdaj, kar se transkripta tiče, ima določene, bom rekla, napakice. V bistvu tisto, kar nas mogoče najbolj zanima, je to, da v bistvu dodamo najprej podnapise. In imamo tukaj na desni strani imamo captions. In ko kliknem, dobim že prednastavljene, pa bom jaz vzela kar tiste, ki jih običajno uporabljam, tele povlečem gor. Tako da, evo, podnapisi tečejo, ne rabimo nič kaj drugega, lahko se tukaj poigramo pa še z temi napisi, z barvami pa tako naprej, to ne bomo zdaj delali. Zdaj, če rabimo tukaj karkoli popravljati, je fino, da to naredimo najprej, preden gremo naše, bom rekla, naše kratke videe delati. Tako da tukaj je najlažja varianta, če uporabimo, da gremo v ta način pisanja, to se pravi, damo tukaj write. Tukaj treba potem še uporabiti kombinacijo tipke Alt-C, to je na Windowsih, za Mace boste poiskali sami. Skratka, tukaj nam da to opcijo, da lahko hitreje in direktno kar tukaj popravljam. To se pravi, tukaj lahko kakšne besede. Treba je samo paziti, če besedo pobrišemo, pomeni, da smo dobesedno pobrisali del posnetka. Skratka, ta transkript oziroma Descript dela na podlagi tega, da pravzaprav
lahko s tem, ko brišemo besede, pravzaprav že editiramo in režemo posnetek. Drugače pa načeloma, če rabimo pa samo kakšno stvar popraviti, recimo tukaj le skratka, vejca, prvi način, to je zadeva, ki je mogoče že poznaš iz Zooma, pa recimo, da bi tukaj le želeli, da je to z Zooma, recimo zdaj razmišljujem in tako naprej, skratka vidiš, lahko takoj se popravi. Tako da jaz bi predlagala, da v bistvu to zadevo najprej narediš v celoti, pa vsaj za tiste dele, če boš celoten posnetek delal, pa da ga boš rabil za karkoli, da narediš najprej tukaj te popravke, če ne pa lahko delaš popravke ločeno v klipih. Ok, tukaj se done correcting, pristop bo enak tudi, ko boš delal torej v klipih. Zdaj pa v bistvu vsa zadeva, ki je to, da jaz samo zaznačam tukaj in rečem, ok, jaz bi pa tale delček, to je tista varianta, pa do tukaj dol, bi pa iz tega rada naredila bi pa naredila klip, to se pravi samo izrezek tega dela in ga zaznačam, to se pravi, to je tista varianta, pa do tukaj. Skratka, delamo na podlagi teksta, to je, če znamo brati, znamo lahko narediti ta posnetek. In vzamemo tole opcijo tukaj, ki je Duplicate to, če kliknem gor, mi da opcijo New Composition. In ko jaz to naredim, evo, dobim tukaj pod Projects, na desni strani, dobim tukaj Composition. In če kliknem na tale, to je bil ta prvi, pa bom kliknila gor, lahko zdaj vidimo, da mi je dobesedno izrezal oziroma skopiral mi je ta delček. To ne, še enkrat poudarim, če se jaz tukaj vrnem v tistega celotnega, je ta del še vedno ostal noter. Tako da original posnetek še zmeraj imamo. Znotraj tega smo pa dobili torej tale klip, lahko ga tudi tukaj preimenujemo, rename, bom dala klip 1. Lahko bi ga tudi tukaj direktno, se tudi tukaj poimenuje socialna omrežja, recimo, ne. In je to. Zdaj lahko tukaj, to se pravi, vidimo, da smo tukaj povlekel je sabo tudi ta napise, tukaj lahko popravljamo, ne, PowerPoint ali Canvino, to se pravi, Canvina, tukaj write, dam Alt-C, dam tukaj Canvina dam, evo, in se vidi, naredi popravke, tudi zelo dobro prilagodi samemu govoru in vse te zadeve. In ko sem zadevo končala, enostavno samo grem tukaj pod klip, desno, tale 3 pikice in dam eksport. Zdaj damo tukaj pod eksport, zdaj seveda v brezplačni varianti lahko samo izvozimo v takem formatu, kot je, pri meni zdaj 720p, ne morem dati na kakšno drugo format ali karkoli, če ste po plačljivi verziji, pa seveda lahko to izvozite tudi v drugih formatih. Že tukaj seveda se da tudi preurediti, to se pravi iz te kompozicije, ki je ležeča. Lahko tukaj zgor spremenimo, pa damo recimo, da je rabimo za Instagram, pa te zadeve to portretno, lahko še malo povlečemo. Zdaj to se bo najbolj videli pri tistih delih, kjer je govoreča glava. Jaz imam zdaj tukaj pač eno tako varianto, ki ni niti najbolj primerna. Tudi najbrž tole barvo lahko spremenimo in tako naprej, oziroma ne najbrž jo lahko spremenimo, ampak to zdaj ni poanta. Skratka, v bistvu, ko smo pripravili zadevo, gremo tukaj tale klip, desen klik, eksport, damo tale eksport, video, pustimo tako kot je in damo eksport. Tako, če zdaj pogledamo ta posnetek, je pravzaprav to zdaj to. Kot sem rekla, v brezplačni verziji dobite zraven tudi tale watermark, torej ta vodni žig. Imate samo en žig na mesec, lahko odstranite, drugače pa plačljiva verzija. Tako da jaz mislim, da tukaj je itak ta varianta, da se izplača, skratka, ker tukaj prehran kar nekaj dela in nekaj časa, tako da mislim, da se splača investirati tistih 12 oziroma 19 mesečno, da naredimo ene takele hitre izrezke.